Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Tudi tokrat se bomo družili s posebnim gostom. Naši najboljši teniški igralci in igralke so namreč že v Avstraliji. Zdaj pa v Avstralijo pozdravljamo Polono Hercog, najboljšo slovensko teniško igralko. Polona, kakšno je bilo potovanje v deželo tam spodaj? Verjetno malce drugačno kot v preteklosti. Mislim, je drugačno, vse skupaj mogoče malo bolj limitirano in tudi letos smo šli igrati turnir v Abu Dhabi, ki je bila pravzaprav edina možnost za igranje pred samo Avstralijo, tako da je potovanje bilo malce krajše, lahko rečem, skrajšanih tistih nekaj ur. Je pa zelo zanimivo, da smo na avionu bili samo igralci in trenerji, res še naprej smo se pogovarjali z Željkom, da si lani, ko smo tukaj hodila po ulicah, nismo mislila, da se lahko kaj takega zgodi, ampak je posebna situacija. Kakšen imate ta občutek? Kako so potekale priprave na novo sezono? Ste optimistični za leto 2021? Jaz mislim, da že v samem letu 2020 v tisti karanteni in parih turnirjih in med tistimi turnirji mislim, da so bile zelo dobre priprave, veliko je bilo napredka, sami fizični pripravi, tudi servisu, gibanju na igrišču, vsem skupaj, tako da jaz sem zelo pozitivna, tudi rekla, mislim, mogoče včasih se ne pokažejo tako rezultati, mislim, lahko rečem, da sem tudi na prvem turnirju, da sem zelo dobro začela igrati, mogoče se malo ni poklopilo v tisti prvi tekmi, ampak čutim na igrišču, da igram dobro, da se dobro, pozitivno gledam v novo sezono. Jutri boste imeli tudi rojstni dan, 30 let boste stari. Kako morda zdajle pri 30-ih gledate na vašo prehojeno pot? Pred 10 leti ste bili 35, pa ste imeli potem vzpone in padce, pa ste vedno vztrajali in ste še vedno v samem svetovnem vrhu. Kaj je tisto, kar vas še vedno tako privlači, da še vedno vztrajate in iščete še višje cilje? Jaz mislim, da v moji karieri, da ni bilo ravno sezon, ki bi se eno na drugo vezale brez samih poškodb, tako da sploh v tistem okrog 23. 24. leta, pač tam so se skozi vrstile neke poškodbe, da sem iz vsake sezone skoraj 3, 4, 5 mesecev izostala, tako da jaz mislim, da je to zdravje na prvem mestu in sam pristop, Naredila sem veliko v zadnjem času in se tu dobro počutim. Pač se mi zdi, da leta tukaj nimajo neke veze ravno da bi zdaj bil to neki dodatni pritisk oziroma jaz kvečjemu to jemljem kot pozitivo, prehodila, tako ste rekli, da sem že veliko dala skozi, imam veliko izkušenj, vem, kaj je dobro za mene in to so najbolj pomembne stvari potem, ko se je treba v tistih milisekundah odločati na igrišču. Kako pa je vas osebno spremenilo to leto 2020, ne samo na teniškem igrišču, ampak tudi izven njega? Se mi zdi, da smo jaz mislim, da si jaz lahko govorim v svojem imenu, naredila sem, se mi zdi, da razliko v v pristopu k vsem stvarem, ne samo k tenisu, tudi življenju nasploh, v samem, koliko je treba včasih potrpeti, pa kako stvar pogoltniti, enostavno vse ima neki ciklus in stvari se odvijajo tako kot se morajo odvijati in definitivno mislim, prejšnje leto je bilo res leto, kjer se lahko veliko časa, tako da
sem zato zelo hvaležna tudi, da smo vsi zdravi in ja, to je najbolj pomembna stvar. Je pa bilo tudi leto, v katerem ste odigrali kar nekaj izjemnih dvobojev. Sam se spomnim tega proti Simoni Halep v Pragi. To je torej dokaz, da ste še kako konkurenčni tudi tistim najboljšim, kaj ne? Ja, jaz mislim, da tudi mi je vedno velik izziv igrati proti tem najboljšim, se dokazati, sama sebi praktično dokazati, no, da sem to sposobna. Se mi zdi, da na neki način, ja, mogoče še v teh tekmah včasih malo iščem tisto konstanto, da odigram od začetka do konca enako. To je nekaj, na čemer smo veliko delali, tako da jaz mislim, da sem zelo pozitivna za naslednjo sezono, tudi prihajajoče sezone. Veselim se pač tega in tudi napredka, ki sem ga naredila. Lahko rečem, da sem ponosna na sebe. Še zadnje vprašanje, kaj vas torej čaka, ko bo konec karantene v Avstraliji? Ja, najprej, mislim, igral sem en turnir pred Australian Openom. Tako da jaz upam, da zdaj v kratkem lahko dobimo neko zeleno luč, da lahko začnemo trenirati. Vsekakor so možnosti so res omejene v sobi. Tako da ja, se že veselim pač izhoda na svež zrak, da se tudi malo še potrenira v teh dneh, da se lahko še veliko naredi. Tudi ja, iz zadnjega turnirja, da še lahko nekatere stvari popravim in ja, potem na polno na naslednjih 2 turnirjih. Hvala lepa, Polona, da ste si vzeli čas in srečno torej na teh turnirjih, najprej v Avstraliji in potem v nadaljevanju sezone. Hvala. To je bila naša najboljša teniška igralka Polona Hercog. Za konec pa samo še vabilo, bodite z nami v četrtek ob 18. uri, ko boste lahko spremljali zaključno prireditev Tenis Slovenije. Srečno!